Danes ti bom pokazal, kako svoj sanjski avto ohraniš sanjski dlje časa. Moja teorija je, da ga ne vozim čisto vsak dan, zato je pač vsaka vožnja nekaj posebenega, ker se pač ne naveličaš tako hiter. Druga metoda je pa to, da take mini predelave pridejo s časovnimi razmiki, tako da se pač vsake toliko ločiš nečesa. Jaz sem recimo takoj v nakupu dodal distančnike, potem enkrat smo dodali splitter, ampak zdaj sva se pa s Primožem lotila največje predelave doslej. In to je ena stvar, ki sem si jaz želel res že od samega začetka. Če bi že na začetku dobil avto s tem, bi bil še bolj vesel, ampak zdaj je pa zaradi tega čakanja veselje toliko večje. Tako da danes vam pokažem moje nove Enlight sedeže in ja, zdaj imamo končno bucket sedeže tudi v Hyundaiu. Zdaj, da je pa ta proces bil še toliko bolj poseben, sva se pa tega itak s Primožem lotila sama. Prvič, Primož že dela na svojih avtih, jaz pač ne, ker imam vedno neko fobijo, da bo šlo nekaj narobe, da bo nekaj raznesel, ne vem, karkoli. Ampak tokrat sem se lotila vsega sama, tako da zdaj pa gremo s časom malo nazaj, pa si pogledamo, kako smo prišli do sem. Lihkar sem dobil klic od avtokadilca, sicer sem hotel nek intro še doma posnet, ampak je neučakanje in pričakovanje toliko veliko, da smo zdaj kar na poti in da vidimo, kaj nas čaka tam. Evo, gremo gledat. Evo, sedeži so noter, nisem nekaj snimal, ker sem mogel pomagati, ampak zdaj pa gremo dam. Vse tele lekce razmečemo. Čez, jaz upam, da mi bo ratam kar sami. Res niso težki. Eden. In zdaj še eden. Ne moram verjeti. Upam si z Wolfa nožem tega dela, da ne bom kaj zapel, tako da razbili. Malo jih bomo posesali, preden grejo noter, ampak takrat smo pa kar zmagali. Jaz še kar ne morem verjeti po en stran, da dejansko gledam te dva sedeža tukaj v svoji garaži, ker še mesec nazaj je bil to v bistvu čist tako sanjarjenje, zato ker so bile cene na netu rabljenih poškodovanih toliko visoke, da sem rekel, da to nikakor ni računice, ampak zdaj imamo pa tukaj komplet set tehle Enlight bucket sedežev. Ti sedeži so v bistvu opcija za doplačilo pri novem avtu, če ga naročaš, ampak že v bistvu v tistem času, ko sem ga jaz kupoval, praktično novih sploh ni bilo za dobiti. Ampak pri tem je bila pa v bistvu edina stvar, ki je manjkala, res taki sedeži. Pa smo že razmišljali vmes, da bi kakšne aftermarket dali noter, pa so pol težave s homologacijo, ker večina jih je pač itak brez papirjev. Te so pa itak original, pa airbage imajo, tako da praktično vse štima. Zdaj, edina razlika, ki jo bom tudi pol pokazal, te so ročno nastavljivi, te, ki so zdaj noter, so električno, ampak za voljo tega izgleda, pa to, da so pač bucketi, sem jaz pripravljen požreti to, da pač se jih nastavlja ročno, ker itak nastaviš enkrat in je pol to. In ja, vse skupaj se je pa začelo tako, da sem en dan malo brskal na Allegru. To je v bistvu taka poljska bolha, da jim reči, ampak pač itak ful večja. In sem videl gor, da se prodaja, dva seta sta se v bistvu takrat prodajala. In pol jaz sem hitro pisal Juretu Kadilcu iz Avtokadilca, ki mi je itak že pomagal pri tem avtu, pa tudi tukaj mi je enkrat omenil, da tudi oni iz Allegra kdaj kaj dobijo. In Jure je šel v akcijo, zrihtal prevoz, zdaj smo pa tle. Zdaj pa prva stvar, ki me čaka, je definitivno čiščenje. To bom naredil, preden grejo noter, ne bom jih globinsko, zbrisal bom prah, usnje namazal, pa tako naprej. Tako da najbolj, da se kar lotimo, kar pol pride pa Primož, dava te sedeže ven, pa te noter. Takole po prvem pregledu sta v zelo lepem stanju, tako da ne bo veliko dela.
Takole, za usnje imamo pa leather cleaner, scrub pad in lepo spucamo. Takšne manjše lukence bo pa še čopič. Perfektno. Evo, sicer tele črte so zdajle malo pointless, ampak samo za prikaz. Usnje je zdaj spucano. Kantarca tudi zgleda veliko boljš, kot je. Zdaj bom dal sedež tudi na sonce, da se malo posuši, ampak evo, ni več tistega svetlečega luka, tako da zdajle še namažem z leather coatom, pa se gre pa sušiti. Da se bo zdaj usnje malo napil tele zaščite. Verjetno bom mogel kar ene 2-3 dodati, ker je zgledal kar suh na začetku. Tako da se tale zaščita opije, pa smo zmagali. Fajn je definitivno to delati pred montažo, ker je dosti bolj dostopno vse skupaj tlele. Tako da, lih prav. Zdaj pa preden pride Primož, se lahko jaz lotam delne od montaže. 4 taki vijaki, mislim, da so 14-ke na vsakem sedežu. Pol zatem bomo pa v bistvu odklopili akumulator, zatem pa konektorje, ker za odšravfati te mora iti sedež čist naprej, za sprednje pa čist nazaj in brez elektrike pa to ne gre, tako da počas. Še eden. Zdaj pa malo bolj zanimiv kot. Zdaj pa še sedež nazaj. Pa še na drugi strani. Prispejo še Primož. Bom te pol vprašal, kako se ti zdi. Zdaj se vam dva najprej tu lotila. Vse so hudi, že zdaj vim. Konektorje. Važno je, kakšen so tep. Ej, meni so top. Zdaj moramo malo zaščititi tle, pač, ko bova ven vlekla konektorje odklopati, pa si zapomniti, kako so bili konektorji, če se da. In pol akcija. A si ready? Tako, zdaj pa jaz ti predlagam, da ti še malo pogledaš konektorje, kar zvrnem ga nazaj. Čakaj ti ga spremem. Ja, takole. Spadaj poglej. Toliko, da vidiš približno. Je pa če pa slikal tu. Lahko, daj. Moj telefon snema. Drž ga? Ja. A so težki? Ma ne, mislim, Okay. ni take sile. Zvoli. Ni slaba ideja poslika, čeprav, kakor sem gledal, so pač pol tam identični konektorji in je to. Upam. Hopefully. Predvsem nimaš kaj falit po mojem, no. Mislim, da ne. Dej si zdaj poglej, pa greva unga pogledat pol. Sam to si poglej, kako izgledajo tle. Si zapomnil. Bom pa ljabo. Zdaj pa ti si kar vzem to čas, da odklopiš malo konektorje, če bo šlo. Jaz ti bom parjel, tle ti dam še eno toleč, ne pa še kar tale kidmat od Gledringa ponucala. Jaz sem zdaj zice poravnal z vodili, tako da ne štrlijo nikjer ven. Ja. Pa dal sem na najnižji položaj sedež, da ni preveč. Tu je ena gore, ena dole, viš, tu Ja. pa je varnostni mehanizem. Je, ne. Konektorji so zdaj zunaj, zdaj pa probava zaščititi še kar se da, mogoče bi dal to. Znaš, ful niso, sem še tako že dobro runo. Nimaš prav palc, oziroma se ni posebej. Ja, to ja, je kar okej, ne. Zdaj bi pa jaz mogoče, da bi ti zadaj parjel, Ja. pa jaz spredaj, pa je to to. Pa ga da malo naprej. Ven ga je treba vzigniti. Še malo ga vzign, ker so neke točke prijema. Takole. Ja, zdaj pa v bistvu lahko greva čist naprej. Pa se usidem noter. Ja, ti kar bež not. Aha, ja. Če se primeš unga sedeža, isn't great. Čakaj. Mogoče bi jaz sem tuhtal prej. Ma ne, se bo Lahko sem da imaš na unaha. Deva takole jet. Ja. Čak sem, da zdaj podložim tle. Jaz lahko tle zdaj komplet podložim.
Držiš? Zunaj sva. Zdaj se vidi, koliko si ti pedanten, ker tukaj ni pač tu en lask, 2. Še to je od neža, ne moj. Ne, po mojem od mačka. Tudi možno. Ja, neč, zdaj pa kva, te drugega not, ne? Mislim, da sem si jih prej že prav postavil, kako morajo biti. Tako da upam, da to še drži, pa da vem, kaj delam. Približno. Če bi tako, ga držiš vsaj malo? Ja. Pa pazi tlele. Bom jaz prijel za vodila, Ja. pa ti začni po konc postavljati ga. Zdaj pa čist po konc ga daj, čist po konc. Ja. We are in. In to elegantno, je. Ne si ga na noge spustiti. Če rab še kdo, to mi 2 delava zdaj ponovno. Ja, profi. Ja, zdaj morava sam luknje ujeti. Aha, zdaj bi pa jaz tole napumpal, da vidva, kje sva. Ja, zdaj pa kar razigen. Drugač tu je, Noter. jep. Kuj več placa zadaj. No, zdaj ha še prišraufi, fejst. Evo. Morda so iste luknje in vse. Pa še ka ata na mamo. Kako že rečem. Nekaj važno, koliko zatisneš, ali sem pač do Do daske, a? Jaz verjamem, da obstaja kakšen... Opa, ta pa ni šel not. Verjamem, da obstaja kakšen priročnik, ampak lej. To ni tako ka Feltna. Ne, Better safe than sorry. ni jih tako delikatno. Ne, mislim, da ne. Drugač pa, če koga zanima, to je 14 ključ. Zdaj si želim, da bi baterijsko uporabljal, ampak me bo Jure nakregal, ker take stvari se ne da na roke šraufa. Da let's not. Prtulka rudija na roke. Ampak je pa, lej, je pa urodje, ne. Nazadnje so me vsi heca, da sem bil brez. Malo levo-desno zategvala, ne? Da smo čist korektni. Mislim, da je to več kot dovolj. Pa da ne bodo rekel, tudi spredaj sva zatisnjena. Ja, da ne držijo samo za bremzanje, ampak tudi za pospeške, če jih ima kaj slučajno. Še malo nazaj ga dal. Tako je na hitra primerjava, že zdaj, kakšni so bili prej. Ja, zdaj se to vidi, ja, pa se ne bo. Je razlika, ne? Koliko je lažji tale? Joj. Tak, Pa nismo zvagali, ampak po občutku. feelingu je, no, sigurno. Že zaradi tega, ker nima elektronskega mehanizma za premikanje. Da se že tam pozna, če me ne vprašaš. Tole je zdaj primerjava in dame je to 10 od 10, ampak Primož, jaz ti dajem zdajle čast, da prvi sprobaš sovoznikovga. Ja, to je ta feeling, hej. Je, ne? Preveri, če pas dela, ja? Dela. Moraš kaj nastaviti. Hudo je. Pač res je hudo. Premika se. Premika se, to je nekaj. Malo še namazala, da bo zih dober. Hudo. Top. Se pravi, zdaj, če naštemam za nežino višino. Moraš kar do vrha v strop, ja? Takole, ta drug je odpet, odklopljen, pa da vidimo. Prav ven iz unga. Ja. Zdaj pa kar gor, ne? Kako sva že prej. Dava čez prk, čakaj. Jaz primem tle. Si? Krh men ga malo pahen. Mislim, malo ga vzdignem. Takole, zdaj ga bom pa jaz preprijel. Prej, kaj bo? Imam, ne, sam vodi me, da ne udarim. Ja. Tle pri tebi stebrička. Ja, imam roka. Je to to? Super. Ja. Ta je res težek. Medtem, ko stokava. But hej, se pravi, kako sva že tale not? Še ta zadnja puzla. No, tole ti prim. Čakaj. Prim, držiš, malo nižji. Opa. Tele bom prijel. Aha, tle pa je. Zdaj pa kar pet bolj po konc ti. Zdaj ga pa sam k sebi zvrnem nazaj. Da jaz tle poberem prvo. Opa, sorry. Aha, Čakam pa se. da drži.
Vede, imam deke v zuni, malo naprej bežva. Kole, kar dol, da ga pa sem naprej Če preključil. te HD, Ja, tle, tole problem. Ajde, zdaj pa da vidimo. Tole mora zdaj do tal zame, seveda. a te kaj prime? A? Prime. Prva stvar je razlika v višini, definitivno je. Moje nogice imajo zdaj več placa. Tole bomo lepo poravnali, ker v avtu se ne leži. Čakaj, ne maram tega, ne maram. Lej, kolena grejo skupaj pod volanom. To je pa tudi nekaj vreden. Insane. Se pravi, ocena od 1 do 10? 10. Jaz sem pričakoval več, ampak Čista 10. Bolj srečen ne bi mogel biti, to je zdaj pač spet. Ena stvar po dolgem času, sicer je to res velika modifikacija, tudi finančno, ampak po dolgem času je ena taka stvar, da zdaj spet še dolgo nam prodajali tega avta, ker je pač res po mojem je škoda. nekaj posebenega. Ročni menjalnik, take zici. To je to. Zdaj greva pa en krog, mi se pa vidimo v naslednjem.